drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes se vam oglašam iz prečudovitega Bukovniškega jezera v bližini Dobrovnika. Gre za prelep kraj, ki naravnost kliče po temu, da se na njem organizira likovna kolonija. Kakor se je tudi zgodilo, tukaj je prisotnih kar 40 ustvarjalk in ustvarjalcev, večinoma so sicer ženske likovne umetnice, ki ustvarjajo v organizaciji območne enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lendava in Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik. Spominja nas celotno dogajanje na tiste začetke impresionizma, ko so umetniki in umetnice začeli odhajati ven, v naravo, zapuščali so svoje ateljeje in ustvarjali tako imenovano en plein air, se pravi na odprtem zraku. In šli so direktno na motiv. V čudoviti svetlobi, v prelepi naravi, tako kot tudi danes. Ta kolonija traja en dan in zanimivo je, da je večina od teh 40 navzočih sodelujočih umetnic in umetnikov v eni uri ustvarila že kar veliko likovnih del. Govorili bomo z vodjo območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lendava, z gospo Rozino Nemec, z županom občine Dobrovnik, z gospodom Marjanom Kardinarjem in še z marsikaterim likovnim umetnikom in umetnico. Treba je povedati, da je strokovni mentor in vodja likovne kolonije akademski slikar Duško Abramusič. Velikokrat se je že udeležil različnih likovnih kolonij in se je pravzaprav udomačil in tudi poročil v Lendavi. Z nami je gospa Rozina Nemec, vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lendava. Gospa Nemec, povejte nam, kako je prišlo do ideje, da bi se tu v tem res prečudovitem okolju organizirala likovna kolonija? Ja, kot ste že sami napovedali, mislim, da so odveč ne vem kakšne besede, saj sama okolica že sama za sebe govori. Zelo lepo, prekrasna narava, čudovita, ki kliče po umetnikih, po likovnikih in tudi v preteklosti se je že enkrat tu že izvedla likovna kolonija in koliko sem seznanjena, so bili likovniki zelo, zelo navdušeni in sem rekla, pa bomo to ponovili letos. Glede na to, da je bilo zdaj pač en čas moratorija, da niso mogli tako ustvarjati v taki obliki in smo rekli, probamo. To okolje ni samo čudovita narava, ampak posreduje tudi neko duhovno vzdušje. Povejte nam, v neposredni bližini je točka oziroma celo več točk, ki so energijsko pozitivne. Ljudje hodijo tudi zaradi tega na Bukovniško jezero. Ja, to je res. To že dolga leta ljudje hodijo vsi na to Bukovniško jezero glede teh točk in ne samo same narave in teh energijskih točk, ampak tudi same ponudbe, ki jih tu na Bukovniškem jezeru tudi Bukovniško jezero samo tudi ponuja. Tako da res nekaj čudovitega, vse v enem, res prečudovito okolje, prečudoviti kraj za ustvarjanje in za sprostitev, za družino in za umetnike.
mednarodne likovne kolonije, ki smo jo poimenovali Bukovniško jezero 2021, se je udeležilo 40 likovnikov iz različnih krajev Slovenije, in sicer iz Celja, Velenja, Tabora, Ljutomera, Razkrižja, Murske Sobote. Polovica likovnikov je pa prišlo iz kulturnega društva Prebold. Imamo pa tudi strokovnega vodjo, ki spremlja to, tudi mentorja, ki spremlja to likovno kolonijo, in to pa je naš Duško Abramovšič, profesor likovnega pouka. Rezultat te likovne kolonije, to so slike. Mislimo izdati tudi en katalog in pa seveda potem tudi še v decembrskem času, ko občina Dobrovnik obeležuje občinski praznik, to je natančneje 13. decembra, pa še mislim v sklopu tega izvesti tudi eno razstavo. Z nami je tudi župan občine Dobrovnik, gospod Marjan Kardinar. Pozdravljeni na naši televiziji Exodus. Gospod Kardinar, povejte nam nekaj o tem, kako ste doživeli tokratno likovno kolonijo, kaj pomeni za občino Dobrovnik in nasplošno za turizem tega čudovitega Dobrovniškega jezera. Najprej lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem televizije Exodus, predvsem zaradi tega, ker sem prvič danes, da lahko spregovorim, in to si štejem v veliko čast, predvsem zaradi tega, da preko televizije lahko tudi prenašamo oziroma ponesemo našo dvojezično občino Dobrovnik predvsem ljudem, ki želijo verjetno tudi si včasih ogledati našo prelepo domovino, ne samo občino Dobrovnik. Kar se pa tiče seveda te likovne kolonije, moram povedati, da smo zelo zadovoljni, predvsem zaradi tega, ker je to okolje, če lahko tako rečem, prav kliče umetnike potem, da izražajo svoje čustva, svoje čutenje od narave in to prenašajo na platno, in prepričan sem, da potem ostane še bolj spomino, ko imaš to prelepo sliko, umetnino nekje v sobi, kjerkoli, na seveda primernem mestu. In ljudje potem tudi preko takih lepih umetnin spoznavajo naše okolje in to predel, ki ga seveda imamo v Krajinskem parku Goričko. In Bukovniško jezero je ena od tistih naravnih vrednot, ki je res prelepo za vse. Tako za, bom rekel, rekreacijo, za sprostitev, pa tudi nekako notranji mir, ki ga pa tudi v tem času zelo, zelo potrebujemo. Povejte nam, prosim, po čem je dobilo Bukovniško jezero ime? Človek bi rekel, da bi to bilo Dobrovniško jezero. Ja, sigurno so ta imena narodopisna zanimiva. Iz zgodovine vemo, ali pa drugače povedano, vemo, da to okolje je seveda pretežno gozd in pretežno je bukov gozd. Torej je ena od razmišljanj, da bi ne bilo to, ampak je pa še nekaj drugega. Namreč višje od tega jezera je naselje Bukovnica,
in seveda tam izvira potok, Bukovniški potok, in tako je v bistvu dobilo ime to jezero Bukovniško jezero. Je pa nastalo okrog leta 1950, predvsem z namenom, da se obranijo poplave, torej niže ležeče njiva in tudi naselje Dobrovnik. Zdaj se pravi cirka 70 let, takrat je bilo čisto to gospodarski namen, danes pa lahko govorimo, da gre za res turistično lokacijo, ki privablja goste od doma in širom iz sveta. In lahko rečem, da skoraj 100 000 obiskovalcev je v zadnjem obdobju, v zadnjih letih, zanimivo tudi lansko leto. Torej, ljudje si želijo narave, želijo si sprostitve, želijo si miru. V neposrednji bližini jezera je tudi ena sakralna znamenitost. Povejte nam kaj več o tej kapeli Svetega Vida, ki je znamenita daleč naokrog. No, treba je vedeti, ali pa iz zgodovine vemo, da so taka okolja tudi nekako duhovno privlačna. Namreč nad jezerom je bilo nekoč samostan in tukaj, kjer smo zdaj, so pa bile pa njive. Torej so patri oziroma menihi imeli svoje njive, obdelovali in tudi hodili seveda po vodo, ki je izvirna, torej Vidov izvir. In iz te zgodovine vemo, da je ta pater imel tudi težave z vidom. In po nekaj časa je ugotovil, ko je vsak dan hodil po vodo, da je pravzaprav se mu je vid izboljšal. In naj bi takrat postavili križ, potem leseno kapelico Svetemu Vidu. No, danes stoji prelepa čudovita kapelica v tem lepem ambientu v gozdu. Ob tem kapelici Svetega Vida pa je Vidov izvir, voda, ki je tudi zdravilna, ki v bistvu zanimivo, koliko vemo in bom rekel kar nekaj 100 let nazaj, da vedno teče z enakim curkom, se pravi enako količino vode, z enako temperaturo. In okrog tega območja pravijo, da je naravno bogato z energijo, torej naravno energijo. In vsi, ki pač tukaj hodijo, govorijo, da so sproščeni. Jaz sam osebno pa moram povedati, da že samo okolje nekako te prisili, da se sprostiš in da si pomagaš s tem, da se spočiješ od napornega dela ali pa kakorkoli, ki ga v življenju seveda imamo. Torej, danes je to romarska točka pri Svetem Vidu in studencu Svetega Vida. 15. junija je vedno sveta maša, proščenje pravimo tukaj, kjer se zbere tudi do 5000 ljudi, kar je zelo pomembno tudi z vidika tega, kot sem že prej rekel, da je to okolje tudi duhovnega značaja zelo pomembno za to okolje. No, danes seveda smo vse te pozitivne zgodbe združili in seveda na nek način potem dajemo vsem obiskovalcem nekaj, ali se spočijajo, ali si zaužijo kakšno kulinariko, ali tudi dobro kapljico. Predvsem pa seveda želimo potem vse ljudi nekako usmeriti v to, da se v tej naravi pravzaprav spočijo in sprostijo. Zato ne želimo prevelikih posegov gradbenih in želimo ohranjati ožjo okolico Bukovniškega jezera do kapelice Svetega Vida, tako kot je bilo. Povejte nam kraj Dobrovnik ali Dobronak, ste omenili, dvojezični kraj. Kako je z verniki? Je to katoliško prebivalstvo predvsem ali tudi evangeličansko? No, ker gre iz zgodovine, mi
nekako beležimo prvo datum 1280, namreč ta kraj je bil nekoč križišče poti Trst, Budimpešta, Zagreb, Dunaj, se pravi, da je bilo to sejemsko mesto, zato je kot priimek takrat Dubrovnik, Mezega za Varoš, se pravi sejemsko mesto v madžarskem prevodu. Zanimivo je, da kot Dubrovnik, ne, je Dob pomeni hrast. In spet neka izpeljanka, da bi potem naj dobil Dubrovnik ime po hrastu, ker je, če govorimo okrog Bukovniškega jezera, pretežno bukov gozd, niže ležeče, se pravi proti njivam, proti travnikom, proti sadovnjakom, pa je v tem pasu teh gozdnih pasov pa je veliko hrasta. Moram povedati še to, kar je zapisano, iz teh gozdov so hrast vozili tudi v določene cerkve in ena od cerkva v Beograda, cerkev Svete Save, je pravzaprav velika vrata, vhodna so iz lesa, iz naše občine. To smo, ko smo imeli en izlet, smo takrat to ugotovili in da so tudi naši potem vizarji v bistvu delali ta vrata. No, da se pa povrnemo nazaj, torej govoriva o dvojezični občini, da tukaj nekako v sožitju živimo Slovenci, Madžari, pa tudi Romi. V bistvu je bilo baje nekaj 1 ali 2 leti samo kot cerkev, ne, da so božjo službo imeli Angličani, drugače pa je katoliška cerkev, torej je pretežno katoličani, pa je tudi nekaj drugih verskih skupnosti, vendar kot rečeno, nekako vsi živimo skupaj v tem duhu sožitja in mislim, da je tako tudi prav. Je pa tudi pomembno poudariti, namreč prvi škof Dobronoki se je sam tako poimenoval, pa je bil v Bratislavi na fakulteti in tudi prvi dekan. To so neke prve tisti podatki, odkot seveda potem črpamo zgodovino iz daljne preteklosti v sedanjost, če bi lahko tako rekel. Še pomeni to, da je cerkev Svetega Jakoba starejšega, 25. julija je Jakobovo proščenje. Ne povem še to, da skozi to območje pelje pot Svetega Martina in je kar nekaj takih romarskih poti, ki peljejo skozi občino Dubrovnik ali mimo Bukovniškega jezera ali mimo cerkve Svetega Jakoba. Torej, ja, dobrodošli vsi in prepričan sem, da vam ne bo žal, če boste nas obiskali. Gospa Elizabeta Horvat, vi ste vodja Zavoda za okolje in turizem Dobrovnika. Povejte nam, z ozirom na res veliko število obiskovalcev, lani ste jih baje imeli celo 100 000 v času korone virusa, kakšna je obremenitev okolja in kakšen je pomen okoljevarstva v tem vašem zelo občutljivem ekosistemu. Slišali smo, da so ravno v tem zadnjem obdobju turisti po naših izletniških točkah naredili ogromno nesnage. Kako je tukaj urejeno za to problematiko?
Ja, no, prvo, Bukovniško jezero oziroma območje Bukovniškega jezera je res najstarejša turistična destinacija občine Dobrovnik, ne. In sprva kot lokalna znamenitost, sedaj pa skozi leta se je že toliko nekako nadgradilo, dopolnila ta ponudba, tako da res, kot ste omenili, obišče nas tam do 100.000 obiskovalcev in moram povedati, da zaradi tega prometnega režima, ki ga občina uvedla že pred leti, to pomeni, da se potem nekako trudimo, da bomo avtomobile usmerjali na glavno parkirišče, da očuvamo to naravo, da potem se lahko tu sprehodijo peš oziroma s kolesi, tako da res gledamo na to, da narava ostaja taka, kot je, ker res, če pride do masovnega turizma, bo zelo težko to obdržati. Ampak mislim, da nam to kar dobro uspeva. Območje Bukovniškega jezera glede na bogato naravo, fauno in floro je lahko tudi kot idealna učilnica na prostem, ki ga tudi šole, vrtci koristijo, da prihajajo potem na zaključne izlete. Imamo tudi gozdno učno pot, dolga okoli 1700 metrov in tam se najbolj lahko naučijo oziroma vidijo, kakšne rastline, gobe, drevesa rastejo tu v tej okolici. Nahajamo se pred turistično-informacijskim centrom, tukaj pri Bukovniškem jezeru in gospa direktorica Zavoda za okolje in turizem nam bo povedala, kaj vse pravzaprav tukaj lahko obiskovalci dobijo. Ja, skozi leta, kot sem že omenila, se je izgradilo oziroma se je nadgradila ta naša ponudba in zdaj lahko ponudimo doživetje vsem starostnim skupinam, vsem ciljnim skupinam. Če bi samo šla tako od začetka, za tiste najmlajše, imamo pravljični park. V parku otroke, družine pričakujejo 4 pravljični liki, ki so postavljeni vsaka s svojim nekim namenom. Od 4 let naprej za tiste, oziroma tudi starejše, ki so željni adrenalina, je na voljo pustolovski park. 26 energetskih točk je označenih na tem območju, kjer se obiskovalci lahko spločijo, si naberejo novih moči in pa obiščejo, grejo do kapelice Svetega Vida, ki je neka edinstvena v tem našem prečudovitem gozdu, in pod kapelo Svetega Vida je tudi vidovi zvir. Voda iz tega izvira je tudi zdravilna, je zelo dobra za organe glave, za kožo, za živčevje, predvsem pa si morajo obiskovalci umiti oči, da bodo boljše videli. Lahko to vodo si tudi domov odnesejo in potem čez teden tudi to vodo pijejo. No, ostala ponudba, tudi ribiči pridejo na svoj račun, 3 dni v tednu se lahko lovijo pri nas ribe. No, potem imamo veliko pohodnih poti, kolesarskih poti, imamo tematske poti, gozdna učna pot, ki je tudi zelo zanimiva. Potem je tu neko stičišče v naši občini, bi rekla, ne glih na Bukovniškem jezeru, teh romarskih poti, tu čez gre pot Svetega Jakoba in pa tudi pot Svetega Martina.
Tule pri Bokovniškem jezeru smo spoznali tudi gospo Slavko Nerat, ki pa je teologinja. Gospa Nerat, povejte nam, s čim se ukvarjate, kakšen je vaš posel in kaj počnete kot hobi? Kot je gospod že rekel, sem teologinja in v Slovenski cerkvi že delam približno 30 let. To, kar vidite na moji stojnici, je praktično moj hobi, ki sem ga malo nadgradila. Delam z glino, tudi z otroci, veliko delamo v župniji z glino, potem imam v ponudbi nekaj nakita, sivke, praktično svoje znanje, ki sem ga pridobila, z veseljem predajam otrokom. Čez vikend pa rada pridem na Bukovniško jezero po duhovni mir, po sprostitev, rada komuniciram z ljudmi in če še kakšen evro pade, tudi ni odveč. Kakšen je obisk vernikov v vaši župniji? Trenutno se nam pozna malo pokoronski čas, ampak otroci pa tudi starejši se vračajo nazaj. Ravno včeraj smo imeli zvečer piknik z prvoobhajenci, to je bilo v župniji Cankova prvič, ko je prišel novi župnik in smo bili vsi zelo zadovoljni, tako da če sem prišla ob 11. zvečer domov, potem veste, da smo se imeli lušno. Imate torej tudi novega župnika v župniji Cankova? Ja, od lanskega leta je tam župnijski upravitelj gospod Grabar, jaz pa mu kot teolog pomagam pri vsem pastoralnem delu. In se imamo lepo. Kot Prekmur, ki mi je goričko, zdaj nova župnija, odkrivam čisto drugačne navade ljudi, tudi po govorici malo drugačne, ampak mislim, da so me ljudje sprejeli in jaz se tam zelo lepo počutim. Akademski slikar Duško Abramusič je mentor tokratne likovne kolonije in izjemoma sam ne ustvarja, zaradi tega, ker je ves čas na razpolago likovnim ustvarjalkam in ustvarjalcem z svojimi nasveti. Povejte, kako ocenjujete tokratno likovno kolonijo? Zelo mi je všeč, da sem tukaj. Veseli me, da sem lahko tukaj. Ustvarjalci so zelo marljivi in delavni. Ustvarjajo ob mojih nasvetih, kakor jaz vidim in razumem slikarstvo. In tudi upoštevajo moje nasvete in moje videnje za njihovo prihodnjo ustvarjalnost. Vi ste profesor likovne umetnosti, dolga leta bil v Zenici, po rodu ste od tam, v Lendavi pa ste našel svojo ljubezen, svojo soprogo. To je Karin, sedaj Abramusič. Res je, zaljubljen sem v Karin, ampak zaljubljen sem tudi v Lendavo in Slovenijo, to priznam. Kakšna je vaša izkušnja kot profesorja likovne umetnosti v Zenici, na srednji šoli ste poučeval dolga leta? Kako so tam dijaki nadarjeni, in kako jih primerjate lahko recimo s slovenskimi?
Ja, poučeval sem na šoli. Nadarjene otroke je treba zmeraj spodbujati, se z njimi ukvarjati. Treba jim je dati priložnost za razvoj. Vodil sem tudi likovne delavnice v Sloveniji. Ko sem prišel in nisem imel dela, sem vodil delavnice tudi v Lendavi. Zastonj seveda, to ni plačano. Vendar pa nadarjeni otroci potrebujejo našo pozornost, potrebujejo naš trud in to, da jim nudimo priložnost za razvoj, saj si to želijo. Vendar imajo premalo priložnosti. Premalo pozornosti se namenja likovnim razstavam. Jaz vodim delavnice preko Javnega sklada za kulturno dejavnost Lendava in imam 8 udeležencev, ki resno ustvarjajo. Nastajajo dobra dela, tako da so tudi sami presenečeni nad tem, kaj so ustvarili. Ne delam razlike med osnovno in srednje šolci in tistimi, ki so že v letih kot jaz, ampak pravim, da je ljudem treba dati možnost za razvoj in ljubezen do umetnosti se lahko vidi. Vendar pa mora tudi družba k temu prispevati, razumeti in končno uživati v naših izdelkih, ki so zares kakovostni, tudi ko se dela z otroki. Zadnjič me je nekdo vprašal, ali je težje delati z otroki ali z odraslimi. Odgovoril sem, da ni bistvene razlike. Samo pomembno je, koliko lahko navdihneš otroke in koliko odrasle in jim daš priložnost, da se znebijo okovov, da se osvobodijo in ustvarjajo, ter tako pokažejo vso kakovost njihove duše in zaljubljenosti v umetnost. Tudi vaša soproga Karin se ukvarja z likovno umetnostjo. Očitno ste tudi njen mentor, kar se tega tiče. Kako je ta vaša naveza kot zakonca in kot likovna ustvarjalca? Poslušajte, to je čudovita zveza. Jaz sem njen mentor, ona pa moja asistentka. Tako skupaj delava. Priznam, da ko sem prišel in sva pričela skupaj živeti, sem dejal, jaz ne morem ustvarjati s teboj, jaz sem samostojen umetnik, jaz moram sam ustvarjati, tako ne gre. Potem pa sem videl, da gre lepše v dvoje, še lepše, kot sem bil navajen. Veste, to je čisto drugačno doživetje, ko z nekom skupaj ustvarjaš in izmenjavaš mnenja, kot je nekdo, ne kritik, ampak sogovornik in ti pove nekatere stvari, ki jih sam ne vidiš. In ta navdih ob dopolnjevanju drugega rodi verjetno velik uspeh. No, čudovito slišati. Hvala lepa za ta pogovor in čestitke tudi za vaše mentorstvo pri tej likovni koloniji. Upam pa, da vas bomo srečali še na kakih drugih likovnih kolonijah in na razstavah. Ali pripravljate morda kakšno samostojno razstavo? Zdaj nazadnje mislim, da ste imeli v Stolpu v Lendavi in takrat ste naredil en omaž Lendavi, vedute lendavske. V glavnem vedno delamo. No, to je glavno, vedno ustvarjati. Hvala lepa. Gospa Karin Abramusič, kako je biti poročena z akademskim slikarjem, ki je tudi vaš mentor, ampak prejle smo slišali, da ste pa vi njegova muza. No, moram reči, da je Duško netipičen umetnik v tem smislu, da je v bistvu zelo marljivi človek, priden, ker velja neka fama, da umetniki niso za delo, da niso resni, kar pri njem absolutno ne drži. Predvsem pa jaz pravim, da je on zelo dober profesor, zelo dobro soznanje in zelo nesebično podaja drugim. In ker včasih je pri ljudeh neka zavist, če amater naredi kaj dobrega. On je pa pač zelo tak širok človek in mu to ni problem in je zato odličen profesor, bom rekla.
Sveti Vid v Strehovskih goricah. Kapelico v čas svetemu Vidu so na mestu, kjer je že od davnih dni stal kip svetega Vida, ob njem pa je sodenček za zdravilno pitno vodo, pozidali v leto gospodovem 1828 farani celotne bogojinske fare. V notranjosti kapelice se nahaja daritvena miza, oltar, nad tabernakljem je kip svetega Vida, mučenca, na levi strani kip srca Jezusovega, na desni pa kip srca Marijinega. Na levi strani v kapeli so na steni slikarije slikarja Janeza Mežana iz leta 1947. Upodobil je svetega Krescencija in svetega Modesta, na desni pa svetega Vida mučenca. V zvoniku, ki ima okna po eno na vsako stran neba, se nahajata dva zvona, blagoslovljena v leto gospodovem 1924. Častilci svetega Vida se zberejo pri sveti maši vsako leto. 2. majnika, škofijska sveta maša za delavce in kmete, 15. junija sveta maša na čas svetemu Vidu, nedelja po Vidovem, Vidovo proščenje. Drage gledalke in gledalci televizije Exodus, iz tega čudodelnega izvira svetega Vida se poslavljamo iz Bokovniškega jezera in vas pričakujemo pri naslednji oddaji Duhovnost in umetnost.